Dobrodošli nazaj v dvorani. Glede na to, da smo se zdaj razgibali, vse skupaj malce zategnili, ampak mi vam želimo predstaviti svoja stališča, pa se bomo potrudili, kot direktorji bi pa to že morali znati na učinkovit način, tako da ne bomo preveč zavlačevali v odmor, oziroma ne v odmor, ampak en čudovit, hudomušen zaključek našega posveta. Zato, ker začnem, dovolite mi, da toplo pozdravim tule na tem panelu, najprej grem kar od desne, tule doktorico Alenko Flander. Kot zanimivost, meni je to vedno zanimivo, sicer prvotno elektroinženirko, ki je potem doktorirala iz socialnih ved in celo kar nekaj let bila gostujoča profesorica na Stanfordu o mednarodnem sodelovanju. Kaj več bi seveda lahko o vseh govorili, samo toliko, da veste, kdo je z nami. Toplo dobrodošla, Alenka, hvala, ker si se odzvala. Potem namestnico direktorja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, doktorico Stanko Preskar, ki vas bo zacoprala, če note pridni, ker je kemičarka in doktorica didaktike kemije in seveda dolgoletna sodelavka v šolstvu na vseh mogočih ravneh in položajih in je tudi za danes odlična sogovorka. Direktor se pa opravičuje zaradi druge, ampak mislim, da je poslal odlično sogovornico za ta naš panel. Direktorja Centra za poklicno izobraževanje magistra Janeza Damjana, ki je pa psiholog, tako da tudi pazite, kako gledate, kakšno nebesedno komunikacijo, vse vidi, vse ve. Sicer pa magister marketinga, ki je kar dolgo let tudi na ekonomski fakulteti predaval in prejšnji direktor Višje šole za gostinstvo in turizem na Bledu, pa še hotela zraven, tako da ima tudi malo teh hotelirskih izkušenj oziroma veliko. Mislim, da ne bom preveč domača, čeprav se res odlično razumemo, vendarle vodja sektorja Taja Dolgan, ki pa je tule v tejle družbi edina andragoginja, tako da polagamo vse upe seveda tudi na njo. Mi imamo ravno tako nalogo kot prejšnji panel pred tem, kar je pa verjetno težje, ker se treba tudi občasno malo posuditi s pepelom, in sicer kako pa mi v svojem kolektivu za zaposlene zagotavljamo zdravje, prodornost, prožnost. In bom kar dala besedo. Stanka je bila do nedavnega moja šefica in zato bom zdaj tako kaznovana, da bo prva vprašana. Tako da Zavod za šolstvo, krasna, ampak ja, si vprašana, izvoli. Torej, kako na Zavodu za šolstvo skrbite za to? Hvala lepa. Dela. Ja, tako prijetno vas je gledati, prijazen dober dan v takem popoldnevu, ko zunaj sonce sije, vi pa tako tukaj vztrajni, tako da. Glede na svoj osnovni poklic, jaz sem drugače učitelj najprej biologije, kemije. Zelo dolgo let sem učila tudi prvo pomoč in vse, kar je vezano na zdravje. Seveda potem po poteh, o katerih je Nataša, bom govorila kar z imenom, če lahko, pripovedovala, sem imela možnost in priložnost sodelovati tudi z mnogimi izmed vas in inštitucijami, katerih zastopate in so seveda že zamenjali svoja vodstva oziroma sodelavce. No, pri nas je pa nekako takole, da nekako razmišljamo, da je varno in spodbudno učno okolje izjemno pomembno. Učno pa dodajamo seveda takrat, to bom pa potem v tistem drugem krogu kaj več povedala, ko sodelujemo navzven. Zdaj, kako pri nas skrbimo za zdravje, zdaj, če bili moji sodelavci tukaj, bi verjetno soglašali, da se nam zdi v prvi vrsti pomembno, da vemo, v kakšne prostore prihajamo in zato smo vse naredili, da so res takšni, da je vredno biti z nami, da se počutimo varno, da v vsakem trenutku zagotovimo vse, kar je potrebno, da lahko upravljamo svoje naloge in s tem seveda višamo tudi nekako tisti plafon kakovosti. Namreč, če ljudje nimajo zagotovljenih osnovnih pogojev za delo, potem je zelo težko o kakršnih koli drugih parametrih, kriterijev, kazalnikih kakovosti se pogovarjati. Zato se nam seveda, ampak to je
tisto, ko pravimo okolje. In tudi slovenska šola, vsaka zase in inštitucija, ki deluje na tem področju, mislim, da sodi v vrh ne samo Evrope, pa še kje drugje. Vendar izjemno pomembno je tudi, da je tisti drugi del, na katerega pa vplivamo bistveno drugače, kot je z materialnimi pogoji, tudi še pred tem. Osebno se mi zdi, in to sem raziskovala tudi na doktoratu, kaj pravzaprav daje človeku možnost in priložnost, da je prožen, da je kreativen, da se počuti vrednega, to je pa odnos. In to osebno menim, da damo veliko na to, osebno jaz izjemno veliko, to mi je na prvem mestu, da če se med sabo ne počutimo dobro, potem tudi nobenega potenciala pri posamezniku ne moremo opaziti, mu ne moremo dovoliti, da se razvije in da pokaže to svojo osebno prožnost. Namreč, ko si nekako to zadovoljimo, potem seveda se počutimo vredne, se počutimo tudi bolj zdrave, tako kot je zdaj bilo v tem odmoru, da smo začutili sebe in svoje srce. Seveda na Zavodu za šolstvo moramo biti prodorni, namreč že z aktom o ustanovitvi so nam nekako zadali, da pripravljamo sistemske podlage. In če ne bi bili prodorni, marsikatera zadeva bi obtičala v predalu, vendar verjamem, da boste tudi z vaše strani povedali, pa ste že v teh dneh, in tudi prej sem slišala, veliko imamo še za postoriti, vendar verjemite, ne damo se, vztrajali bomo na tej poti in zelo sem vesela, da sem lahko danes tudi slišala to, kjer vas čevelj žuli. Hvala. Hvala lepa. Stanka, zdaj pa Janez, upam, da razumeš, da bom dala prednost damam, ampak potem boš pa v naslednjem krogu lahko prvi. Torej, Alenka, organizacija oziroma CMEPIUS, ki ga vodiš, je pravzaprav inštitucija z ne zelo veliko zaposlenimi, ampak z zelo veliko nalogami, je tako. Torej ste verjetno tako kot pri drugih zavodih velikokrat pred tem, da je treba vendarle zaščititi zdravje svojih zaposlenih, poskrbeti zanje in seveda tudi za prodornost in prožnost, kako to poskrbiti, kako vam to uspeva. Tako. Najlepša hvala, tudi hvala za povabilo. Zdaj, mi verjetno res nismo enormni, mislim, smo nas 35 posameznikov, kar zagotovo je ena velika sprememba glede na tistih 8, ki nas je začelo delati kar nekaj let nazaj, tako da ta organizacijska kultura sigurno izziva. Vsi pa mislim, da kot vsi, tukaj pa tudi v prejšnjem panelu zagotovo želimo, da bi bili tudi naši zaposleni prožni, zdravi in prodorni. Si ne morem zapomniti tretje. Predvsem, da so celovite osebnosti, da so zreli ljudje, da znajo, da si upajo stopiti iz cone udobja, da so samostojni pri svojem delu. In zato bi jaz, glede na tematiko panela, ki imamo, v bistvu, ko sem razmišljala, kaj bi zdaj tukaj z vami delali, jaz mislim, da v bistvu naš pristop, kako bi tudi ta del zagotavljamo, da so naši zaposleni tudi zadovoljni in uspešni pri svojem delu, bi jaz nekako dva sklopa opredelila. Eden je ta bolj organizacijsko, formalni, bom rekla, kaj mislimo s tem. Mi imamo v bistvu že nekaj let na CMEPIUS-u ciljno vodenje, se pravi, da si postavimo cilje na nivoju organizacije, od katerih je tudi prvi usmerjen, oziroma ga imenujemo Skupaj zmoremo in je usmerjen ravno na grajenje tudi medsebojnih odnosov, zadovoljstva zaposlenih. Ampak kar pa je pomembno in mislim, da nam tudi pripomore k tem, da so tudi zaposleni nekako vejo, kam želimo, je to, da pač imamo institucionalne cilje, ki jih potem nekako kaskadno nagradimo tudi posamezne cilje zaposlenega in nekako vemo, kam gremo in mogoče ta del nam tudi pomaga, da se tisto, bo rekla, stabilnost nekako bolj zagotovimo. In razvili smo par let nazaj tudi skupaj z zaposlenimi kompetenčni model, kjer v bistvu smo imeli kar veliko pogovorov, veliko je bilo tudi, bom rekla, skrbi strani
in nekaterih zaposlenih ali pa nekaterih vodij, večina jih je pa v bistvu zelo pozitivno sprejela, ker dejansko smo tam postavili tudi nekaj elementov, kaj si želimo od vidika odnosov, ne vem, zahtevnosti, a si pomagamo, kako smo zavzeti, na kakšnem pač stopnji nekih pričakovanj smo, kar dejansko na nek način posegavaš tudi v neko osebnostno, ampak kot organizacija si pa vseeno neke standarde moraš postaviti in zanimivo, da v bistvu ti standardi skupaj z vsemi zaposlenimi smo jih v bistvu postavili više, kot smo si mogoče prej predstavljali kot sami vodje. Drugo, kar so pa dejansko mehanizmi, ki so pa te mehkejši, so pa sigurno mehanizmi družini prijazne organizacije. Mi smo upeljali 22 ukrepov, 3 so vezani na družino, to, da pač lahko otroci pridejo tudi v službo, da imajo starši možnost prostega dneva na ko je v bistvu prvi dan šole pa za informativne dneve, jih imamo tukaj, da si moram, sem si klejh malo napisala. Potem imamo v bistvu precej ukrepov za zaposlene, za usklajevanje dela in prostega časa. Nekateri so res, tako bom rekla, taki, ki mislim, da se bi jih lahko nekako vsi opredelili, da imamo sestanke večinoma od 9 do 3, da se lahko prenesemo presežek uro naslednjo 24 ur naslednji mesec oziroma jih porabimo kot en dela prost dan. Imamo korporativno prostovoljstvo, imamo prostor za sproščanje, ki smo ga uredili, hišne ljubljenčke lahko zaposleni pripeljajo v službo, pa tudi zaposlenim smo ponudili opcijo psihološke pomoči z nekim zunanjim izvajalcem, dobi pač možnost nekih, zaposleni dobi kuponček oziroma 2 na leto, ki ga lahko pač, ko je v stiski, nekako uporabi in ta del se je tudi zaposlenju nekako zdel zelo dobrodošel. Jaz tudi priznam, da se skozi ta procent tudi sama veliko učim. Jaz kot inženir sem mogoče verjetno bolj tako, stvar se treba lotiti, pa delaš, pa narediš, ampak v glavnem tudi sama se učim, da neke stvari so tudi meni koristne, so tudi zame dobrodošle, pa si jih verjetno nikoli ne bi nekako spomnila ali pa se mi zdelo, da to tako se nada, tako da jaz mislim, da to je tudi ta celoten proces, neko skupno učenje. In poleg tega imamo pač tudi promocijo zdravja, kjer pač imamo to sadje v pisarni, potem imamo možnost cepljenja zaposlenih proti gripi pa klopnemu meningitisu, spodbujamo hojo zaposleni, gremo vsake toliko na nek skupen izlet in pa tudi spodbujamo, kadar so te pobude pripeli sličo v službo oziroma teden športa, da zaposleni hodijo pač s javnim prevozom, da s kolesom in potem nekako damo neke nagrade na koncu. Tako da pač poskušamo po različnih mehanizmih, tudi smo zelo odprti za to, da zaposleni dajo pobude, tudi niso vse sprejete, ker pač ene stvari pač se dajo uveljaviti, ene ne, ampak mislim, da imamo kar se tega precej velik mehanizmov, pa mislim, da so zadovoljni tudi zaposleni, imamo tudi 3 kolegice so z mano, tako da jih lahko, 4 kolegice so z mano, evo, vedno tudi brez očal, tako da jih lahko tudi vprašate, če je to resno, pa če je koristno, pa če funkcionira, tako da hvala za enkrat. Hvala lepa, Alenka. Jaz moram nekam jeti? Mal heca, ker zdaj sem malo tako menjala barve, to bojo pa moji zaposleni povedali, ampak je prav, da smo tukaj, da se lahko drugega učimo. Janez, zdaj pa je beseda tvoja, bova potem mi dve stajo izvoli, tudi vaše izkušnje na CPI-ju. Ja, hvala. Zdaj sem v zadregi, ali se naj hvalim, pa lažem, ali naj povem po resnici. Mislim, ko sem jaz prišel pred 3 leti na CPI, vem, da so eni hodili na jogo, zdaj jaz o skrbi za zdravje nisem imel časa razmišljati do prihoda korone in pol 2 leti je bilo, kar je bilo. Edino, kar je mogoče prispevalo k duševnemu zdravju, je bilo, da smo se skoraj vsak petek redno dobivali ob 12 in potem imeli kakšno usposabljanje. Ampak zdaj skrbi kakšnih drugih ukrepov, če sem pošten, ni bilo in moram povedati tudi to, da smo imeli merjenje klime lani decembra in da postavka, kako je že bila, organizacija skrbi za zdravje zaposlenih je bila ocenjena daleč najslabše. Tako da to so preproste dejstva.
Zdaj seveda, jaz ne vem, kako bi bil ta vprašalnik ocenjen v vaših organizacijah, ampak pač ta organizacija, ki je nam merila, je rekla, da naši rezultati v glavnem ne odstopajo tako zelo, razen, skratka, zdaj cel model je bil, v glavnem nekaj več smo imeli takšnih, ki so v tistem njihovem žargonu nezadovoljni in odsotni nekaj takega. Zdaj, od takrat do danes, če povem dejstva, se je zgodilo marsikaj od lani decembra do danes. Zdaj imeli smo tudi neki 3 skupne dogodke. Na vsak dogodek je bil tudi z moje strani stimulirano, da gremo s kolesom in vedno nas je nekaj šlo skupaj s kolesom, ampak ne prav veliko. Ampak zdaj, če mogoče postavim to v kontekst, pri nas je, zdaj nas je 63. Teh 63 ljudi živi v 20 občinah, nekateri tudi zelo daleč. Starostna razlika med njimi, med najstarejšim in najmlajšo, je 32 let. To je ena zelo heterogena populacija. Zdaj, če jaz naredim za njih jogo ali pa ono ali pa tretje, vprašanje je zdaj v bistvu, kaj bi bilo pravzaprav tista stvar, s katero bi njo zadev. Tako da je to zelo težka naloga, da tisto, kar recimo, s čimer se lahko mogoče vendarle pohvalim, da smo pa naredili nov pravilnik o delovnem času in delo na domu in tukaj smo upoštevali res želje, tako da pri nas je tu relativno dosti svobodno, tako tudi prihod in odhod z delovnega časa je takšen, da je prilagojen bil željam, da se ljudje izognejo gneči in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je bilo nekaj narejeno na tem področju. Zdaj, relevantno je pa sveta, kako se počutijo zaposleni. Zdaj, jaz če rečem, da marsikdo pride do mene pa da reče, da je navdušen, da je fajn, lahko seveda tudi reče, ja, ampak se je pa tisk, ko je vedno slabe volje, pa ni zadovoljen. Tako pač je, ne. Ampak če zaključim, mi smo letos na novo zaposlili 10 ljudi. Novo, ne, da so zamenjali, da so en projekt končal, pa šel na drug projekt. Takih je bilo še 8. Plus tega je 12 ljudi zamenjalo delovno mesto, ker smo imeli to srečo, da smo dobili toliko novih zaposlitev, da v bistvu se je skoraj tretjina ljudi lahko premaknila navzgor. Tako da več kot polovica ljudi, ki je danes na CPI-ju, je letos na drugačnem delovnem mestu, kot je bila lani. To je en podatek, ki je zanimiv. Predvsem pa zanimivo to, da smo imeli izredno veliko prijavljenih na delovno mesto in jaz sem naredil čez 40 intervjujev s temi, ki so se prijavili in dobili smo zelo dobre kadre. Tako da mogoče pa spet ni tako hudo, ne? Ker če se je pa toliko ljudi prijavilo, pa prišlo, pa zdaj relativno delujejo zadovoljni, pa mogoče pa relativno je pa kar v redu. Tako da to je pač slika, kot jo jaz vidim, zagotovo pa lahko, je pa moja zaveza, da bom naredil, kar je možno, da bodo pa seveda, da ta postavka mogoče ne bo na zadnjem mestu več. Mogoče že ni. Hvala. Janez, hvala lepa za en tak odkrit uvid v to in razmislek vseh treh, ker sem tudi jaz predstavnica javnega zavoda, bo Taja še morala minutko počakati. Jaz sem najprej hvaležna za vaše primere, torej, da imate promotorje, ki ste jih včeraj predstavili, promotorje zdravja, vse to, kar delate za svoje zaposlene, zaradi tega, ker tudi po letu in pol je zdaj zagotovo čas, v času seveda korone, prevzela to, da nekoliko resneje pristopimo in vsaka vaša misel, izkušnja bo tudi zagotovo dobrodošla za naše sodelavce. Ampak mogoče samo širše prožnost, prodornost, zdravje, kot ga vidim pri svojih zaposlenih. Mi smo učeča se skupnost, tako kot je minister včeraj zelo lepo povedal, se mi zdi, ko je dal tudi primere iz svojega miljeja, torej, in se je treba ves čas učiti. Torej smo potem vodje, jaz in vodje naših središč, nekako njihovi tutorji, moderatorji, nismo več tisti, ki prenašamo. In zato je naša skupna odgovornost seveda, da poskušamo
skrbeti za zdravje na delovnem mestu najprej v smislu prožnosti. Dokdaj je človek prožen, kdaj pa poči, prelomi se. Torej, tukaj je naloga vodje, da na to pazi. Eno je prožnost, eno je pa, če ga ves čas hočeš prepogibati, a ne, obremenitev na strik tudi enkrat torej ne zdrži vsaka stvar, ne, tega, da ga na vse strani zavijaš. Torej, prožni so vsi naši sodelavci morali biti, tako kot tudi vaši v času covida, in zato jim moramo dati kompetence, to smo pa vodji odgovorni s pogovorom pravzaprav bolj, ne, dokam še lahko, kdaj je treba biti kar samostojen, avtonomen, to so zdaj ne druge kompetence, ko poveš, ko prideš s svojimi problemi, zato moramo kot vodje zagotoviti varnost, v tem smislu, da je varno, da lahko poveš, ne da bi te kdo napadel, kaj zdaj kompliciraš, no, zdaj spaš glih svoje dni, pa si malo zmatrana, saj bo. Skratka, da se poslušamo, ne, in je torej na nas, da jih ukrepimo na ta način, da kakšno usposabljanje zagotavljamo, nekaj tega smo, seveda usposabljanje bolj z ozkega področja so bila bolj na temo, da se niso čutili zaposleni, torej da niso bili, kako ne rečemo, ta frustracijski nivo, zato so bila najprej na mestu znanja iz področja digitalnih kompetenc in tako naprej, ne, ker naše središče za to dobro skrbi, zagotovo imamo pa še veliko za postoriti, ne. In tudi, kar se tiče prodornosti, torej, mislim, da ustvarjamo varno okolje, da lahko povejo svoje mnenja, da tudi sami povejo, na katerih nalogah bi raje in bolj strastjo, kot smo danes slišali, da je strast pomembna, delali, po drugi strani moramo pa vodje poskrbeti in upam, da nam to uspeva, da pa vendarle včasih, to verjetno vsi poznate, ne, vse name, zato ker sem strokovna na tem področju, bi rada še to, pa še to, pa še to, kar tudi jaz velikokrat sama počnem, pa je treba tudi eno tako zdravo razmerje nalog, ki ga človek še lahko prenese. Včeraj mi je bilo odlično poslušati tudi dr. Pirtoška o tem, da pravzaprav s starostjo ne zmoremo več multitaskinga, jaz to pri sebi izredno dobro res prav spremljam, in zato moramo kot vodje zagotovo poskrbeti tudi za to, ker smo različno stari ali pa mogoče se raj nagibamo malo bolj proti tretjem življenjskem obdobju zrelosti, da je treba tudi kot vodje upoštevati, ne moreš nalagati do ne vem kam, ker nismo več tako prožni, ne, niti fizično, niti psihično. In k sreči, Darjan, hvala ti, da me zdaj rešuješ, da se saj za eno stvarjo lahko pohvalim z jogo, ki jo vodi Darjan in na pobudo zaposlenih, tako da v ponedeljek vsaj nekaj iz področja fizičnega zdravja, hvala, imamo, ampak kot rečeno, bomo še uvedli nekaj, zagotovo se naučim in seveda v okvirih naših zmožnosti, tako da pa lahko še vprašate, če je to res, kar sem povedala. Teja, zdaj pa nas zanima tudi, kako na ministrstvu poskrbite za to. Ja, tudi poskrbimo. Mi imamo tudi, pač naše ministrstvo je veliko, prej sem vam povedala, da nas je približno 450 zaposlenih z obema organoma v sestavi, tudi smo na 2 lokacijah, pa še inšpektorat še na posebni, skratka, veliko nas je, smo različni, takšni in drugačni, z različnimi funkcijami, z različnimi obveznostmi, imamo pa v naši splošni službi sodelavko, promotorko zdravja na delovnem mestu, ki pa je trenutno na porodniški. Tako da se zadeve malo stojijo. Skratka, več kot očitno je to povezano z osebno preferenco tistega, ki mu je ta naloga naložena. Dokler je pa pač ta sodelavka bila prisotna, smo pa imeli organizirane delavnice, imamo na intranetu je pač posebna spletna stran oziroma zavihek z obvestili za takšne in drugačne dogodke. Imamo tudi omogočeno telovadbo, s tem, da smo pred leti v časopisu prebrali, da na ministrstvu AFNE guncamo in hodimo na jogo in od takrat naprej si treba štempljati privatni izhod, če hočeš iti na jogo. Ni več v službenem času, je pa v službenih prostorih, tako da ni težav z logistiko. Tako, vsake toliko časa še športni dan sindikat organizira, o košaricah sadja lahko samo sanjamo, tako da, ko prijemo na sestank, pripravite. No, pridemo tudi k vam lahko. Tako da, ja, no, nekaj se dogaja, prav veliko ne moramo reči, da čist nič. Možnosti za napredek je
še veliko. Dragi sodelavci iz sektorja za izobraževanje odraslih, nekaj idej je že. Tako da boste dobili še kakšen namig o naslednjem kolegiju in tako naprej. Tako da veste, no. Hvala lepa. Ja, izvoli, Alenka, ja, izvoli, seveda. Ne, jaz bi sem, pa sem tle na listku, pa sem pozabila, ampak to, kar si se tudi dotaknila že vodje, ne? Jaz mislim, da usposabljanje vodij in opolnomočenje vodij je ena ključnih elementov, v bistvu, ne? Ker v bistvu vodje, ne glede na nivo, so tisti, ki zaposleni nudijo neko okolje, so odprti ali pa niso odprti, nekako odreagirajo, ne? Tako da ta del se mi zdi, da je velikokrat mal zapostavljen, ne? Ampak je, mislim, da ključen, ne? In tukaj pač, mislim, pri nas je, pa tudi tukaj me je Andreja tam le sedi potisnila v to, ker meni se je tudi zdelo, to rabimo, ampak v bistvu ja, jaz mislim, da je to najpomembnejši mehanizem, ki smo ga imeli, da smo v bistvu vsakmu vodji omogočili, poleg od nekih usposabljanj tudi coaching, se pravi individualno pogovor z nekim zunanjim o nekih konkretnih izzivih, ki jih je imel in to jaz mislim, da je najbolj nam pomagalo nekako, da smo določene stvari rešili, ker pač ena na ena, druga je, če se mi zdaj tako v teoriji pogovarjamo, ampak v bistvu ti rabiš nekoga strokovnega na oni stran. Tako da mislim, da vlagati v opolnomočenje vodij, kjerkoli je, mislim, da je v bistvu tudi en ključen pač izziv, pa to, kar si tudi ti na nek način že sama rekla, da pa hkrati, da se vodji začnemo zavedati, da vodenje je tudi delo, da to ni nekaj, kar delaš zraven pa delaš pa veliko še drugih strokovnih stvari, to je tudi nekaj, kar pol moš sam sabo se pogovarjati, zdaj tisto srce strokovno dal stran, pa se zdaj izvunim, ampak v bistvu pa je, vodenje je delo in zahteva čas in voljo in energijo in ga je treba dobro opravljati, ali se pa odločiti, da v bistvu želiš se ukvarjati s strokovnimi vsebinami in reči pač ta del me bolj zanima, mislim. Jaz mislim, da to je veliko pogovorov sam s sabo. Hvala lepa, mislim, da bi lahko še zelo dolgo govorili, ampak si želijo prosti Stanka, izvoli. Hvala. Morda sem jaz pozabila eno zelo ključno zadevo povedati, da nas je, če vse skupaj seštejem, več kot pol ministrstva zaposlenih, vendar na 8 različnih lokacijah po Sloveniji in če bi govorili o tistih manjših skupnostih, območnih enotah, bi verjetno malce drugačno klimo opisovali kot na tem največjem delu. Vendar, ker smo v zelo močnem sožitju, predvsem z ministrstvom, ki nam približno zdaj nabira nalogce in jih na letni ravni pridobimo tako nekje 160, pa približno 120 svetovalcev, potem približno veste, kaj pomeni z vidika, da se postaviva z dr. Logajem v vlogo vodenja in potem ustvarjanja nekih pogojev, da se sploh te stvari realizirajo, smo dejansko zelo velikokrat tam, da nam stvari kar malce pokajo. To pa pomeni to, kar si ti, Nataša, rekla, da je, ko so obveznosti s kazalniki in odzadaj seveda tudi sredstva, je to balansiranje izjemno naporno in vsak trenutek, ki ga res lahko izkoristimo tudi za to, da ustvarjamo, vsaj jaz osebno, izjemno pozitivno klimo, če se le da. Vendar je pa res, da verjetno tako kot tudi pri vas, množina nalog se tako množi, da se vsakodnevno sprašujemo, dokler še. To si... Mislim, da boste vsi tule notri lahko prikimali temu. Hvala za to tvoje mnenje. Zdaj bomo pa, ker smo se morali prej nekako pripraviti, če ne drugače, pa miselno naredili, mislim, da učinkovit, hitri krog. Jaz si bom, ne zato, ker vodim panel, ampak zaradi tega, ker bi rada izpostavila izzive, na katerega boste morda pripeli potem izzive tudi vas, vzela to prvo besedo in ker smo tukaj vsi tisti, ki delamo v izobraževanju odraslih, vam seveda ne bom žalila s tem, da bi našla danes zdaj razlagala za naslednje leto pa vsa prednost na področju resolucije, tako kot sem že včeraj rekla, ampak morda vseeno, kaj je za nas temelj v naslednjem letu in naprej. Prva stvar so temeljni dokumenti, torej res resolucija,
in tudi novi evropski program za izobraževanje odraslih in tudi stvari, o katerih je danes govorila Katarina, torej določene usmeritve iz Marakeške deklaracije. Jaz moram dati očala, majko mila, zdaj je pa konc, ne. Včeraj sem se še lahko malo šlepala. Torej, in kaj zdaj znotraj, kaj zdaj iz vseh teh dokumentov morda izpostavim, poleg vseh tistih prednostnih področij. Eno je vzpostavitev stabilnega sistema spremljanja, na katerem že delamo ministrstvo in tudi zunaj, mislim, da je tudi tukaj z nami gospa Čelebič iz Umarja. Skratka, kako bomo spremljali pravzaprav uresničevanje, da ne bo to ostalo samo na papirju, pa bomo 2029 rekli, a smo kaj iz resolucije drug let poteče, malo pogledali, se tudi zdaj ni bilo tako, ampak malce karikirano. Torej ta način, potem seveda vse, kar se tiče temeljnih zmožnosti, pismenosti, kar je bila tudi poudarek deklaracije in vseh drugih dokumentov. Tukaj bi si seveda želeli, tako kot vsi vi, dragi izvajalci, načrtovalci izobraževanja odraslih, da ko se iztečejo projekti, naj si bo ESS, NOO, karkoli že je, da bi zagotovili neko trajnost teh rezultatov in dela naprej, tako tudi nas seveda zadeva, kako smo zdaj, ko smo zaključili projekt temeljne kompetence na nekem, bom rekla, križišču, kako zdaj naprej z točkami SVOS, kaj zdaj, torej, ko smo ravno dobro vzpostavili, kako merimo pismenost, kako bi jo merili še naprej, ker je zelo pomembno za to, da se imamo s čim primerjati. PIAK smo imeli, ugotovili smo, kar smo, kdo bo zdaj ugotavljal naprej, kje, ali smo s čimerkoli k čemu prispevali, ali imamo še vedno tako veliko populacijo slabo pismenih ljudi oziroma tistih, ki ne razumejo in tako naprej. Svetovanje se je zaključilo odlično, to pod tudi svetovanje na delovnem mestu. Seveda si želimo naprej in jasno, da imamo za vsa ta področja, ki jih naštevam, načrtovane ESS projekte, seveda v dogovoru z ministrstvom, ampak to, kar vas vedno verjetno vse matra in tudi nas, kaj potem, ko smo zdaj dobre stvari naredili, res dobre, gradiva, materijale, pristope, kar želite, se veste, o čem govorim, v sistem spraviti, živeti naprej. In to je tudi ena izmed, torej zato tudi seveda potrebuješ ljudi, o čemer je danes že govorila Tanja Možina, sicer za področje digitalizacije, mi bi to potrebovali za pravzaprav vsa področja. Svetovanje se je čez noč z zakonom, za katerega smo zelo hvaležni, smo danes slišali, ampak okrepilo do te mere, da isto število zaposlenih svetovalcev, vključno z vodjo, skrbi za skoraj še enkrat več teh središč. Skratka, to je spet tam, dokam si lahko obremenjen, da lahko delaš kakovostno. Brez kakovostnega dela, karkoli počnemo, seveda mislim, da je bolje potem, če kakšne stvari sploh ne delamo, tako kot je danes Tanja za področje hibridnega oziroma kombiniranega izobraževanja rekla. Potem osnovna šola za odrasle se zelo zavedamo, da govori rdeča luč, tudi iz vaših, ko vas kaj vprašamo, anket in tako naprej. Tukaj moram povedati, bo verjetno dr. Preskarjeva potem potrdila, torej Zavod Republike za šolstvo je znotraj projekta za sredstev za okrevanje in odpornost dobilo seveda ta projekt celovite prenove in tudi za nas je v dogovoru s tem veljajo izhodišča za kurikularno prenovo. Jaz vem, da bomo zdaj vsi rekli, to ni isto, seveda ne, tudi vodstvo Zavoda za šolstvo se zaveda, da tiste rešitve, ki so tam, so toliko splošne, da ne rešujejo problematike, o kateri smo danes govorili, zato smo dogovorjeni že s tisto skupino nekaj predstavnikov ljudskih univerz, če se spomnite v začetku leta, tudi skupaj s Tejo in gospod Simono iz ministrstva smo se dogovorili, da bomo zdaj najprej dogovorili, katere stvari, katere specifike osnovne šole za odrasle pa mi potrebujemo, preden se začnejo ti kurikularni skupine delati program za osnovno šolo za odrasle. Samo toliko, da ne bom predolga, ampak da veste, da je to zdaj imperativ in takoj tukaj sem ga imela na prvem mestu. Potem zdaj vse projekte, ki jih imamo, trajnost, finančna pismenost, sledimo
torej splošnim usmeritvam in projekte, ki nas čakajo. ESS-ju sem tudi že nakazala, ne povem, da bomo tudi z področja splošnega neformalnega izobraževanja pripravljali nove javno veljavne programe, ki jih imamo že v načrtu Središča za raziskovanje in razvoj z področja trajnosti in zdravega življenjskega sloga in pozitivnega duševnega zdravja. Zdaj se učim teh novih poimenovanj, ne. Potem seveda, da implementiramo novi evropski program, ne, kar ima kolegica Zvonka, na čez bom rekla ozaveščanje, ki bo tudi del nove ESS perspektive, ampak vendarle naš imperativ pa brez projekta mora biti, da poskušamo te velike zgodbe, ki jih delate skupaj z nami ali pa jih mi delamo z vami, ker v glavnem vi pravzaprav naredite večino potem dela, ko so tedni vseživljenjskega učenja in ste aktivni, pa parade učenja, da to naredimo kot nekaj celoletnega, ozaveščanje mora biti ves čas. In eno od teh stvari zagotovo tudi že sodelovanje s festivalom za tretje življenjsko obdobje, ampak seveda potrebujemo še aktivnosti, da to podkrepimo, ne. Torej, mogoče zdaj, da ne bom se preveč ponavljala, pa preveč časa vzela, samo to, no, da bomo še svetovanje še naprej okrepili, ker verjamemo, da imamo še precej dela, ko sem bila na projektih zaključki Monere, zaključki projektov, kjer je šlo za nadaljne, torej pomagaj mi, torej ne temeljne poklicne kompetence, tako ali tako, ampak CPI, kjer so imeli torej tukaj jaz tudi vidim povezovanje, razvoj nadaljnih programov, PIMPIO je kratica, ampak zdaj za nadaljne izobraževanje in usposabljanje, ne. Skratka, tukaj je svetovanje tisto in ozaveščanje tisto, kjer bi se morali povezati in ponuditi pravzaprav isti skupini, se to so odrasli, se delajo, tudi oni so delali v teh projektih z odraslimi, tako podporo in seveda kakovost. Ne samo kakovost, ne vem, programov, gradiv, ampak predvsem procesov. Kaj se v procesu učenja z odraslimi dogaja tu in zdaj. Skratka, zaključim, še veliko stvari, mogoče boste še kaj vprašali, ampak bi pa morda zdaj, ker sem ravno nagovorila kolega Janeza, predala njemu besedo, kako in kaj, kateri so izzivi v prihodnjem letu, morda tudi kaj v povezavi z izobraževanjem odraslih. Ja, hvala. Zdaj, v bistvu je na nek način vse, kar mi delamo v povezavi z izobraževanjem odraslih, ne. Zdaj, v osnovi je CPI bil ustanovljen pred 25 leti, da poveže trg dela in izobraževanje. Ta osnovna povezava poteka preko priprave poklicnega standarda, na osnovi katerega se pripravi ali NPK, nacionalna poklicna kvalifikacija, ali pa izobraževalni program. Zdaj, NPK je v bistvu že v svojem bistvu pač seveda praviloma, mislim, da skoraj absolutno namenjen samo odraslim, ne, in to je tudi tista edina možnost pri nas, ker pravzaprav lahko pridobiš kvalifikacijo, ne da bi zato moral hoditi v šolo oziroma sedeti v šoli, ne. Zdaj, kar se tiče programov, pa bi rekel, so starostno nevtralni, ne. Ko se program dela, je predpostavka, da za neko izobrazbo, za nek poklic rabiš te in te kompetence. Zdaj, kako pa pride do teh kompetenc, to je druga zgodba. V principu je pač nek, mislim, dosti jasno stališče, da seveda ne delamo dvojnih programov, ne, ker po bi pa res se stvar razletela. Sve obstaja en program in ta je pač namenjen, mislim, ko rekoč komorkoli, ne, z vidika starosti. To je temelj vsega, ne, in zdaj v osnovi je CPI bil razvit in tudi število zaposlenih je bilo prilagojeno pravzaprav tej nalogi. Ali pa tem temeljnim nalogam. Tako kot vsi ostali, ne, pa mi vsako leto dobivamo nove naloge. To zbravi, zdaj mislim, da je se ustavilo pri številki 58, ne, tako da praktično ima vsaka tajnica, mislim, vse tajnice in vsi zaposleni, vsi imamo lahko eno nalogo, ne, nas je glih nekako toliko, ne. In tukaj bi mogoče povezal s tem, ne, zdaj, mi seveda manj nalog ne bomo dobili, to je jasno, dobili bomo samo več, ne. Zdaj, kaj je moja vloga, mogoče vezano tudi na tisto vprašanje. Zdaj, jaz sem pač predaval management, vodenje, poleg komunikacijo in seveda jaz vidim rešitev
v prioritetah. Tako da tisto, kar pa je moja naloga, zdaj jaz upam, da jasno, da zato tudi z moje strani potrebno najprej dobro razumevanje vsega, mi pa se pogovarjamo veliko na kolegiju in tudi z drugimi, kaj od tega so pa prioritete. In jaz osebno sem se zelo jasno odločil, mislim, ne grem več na vsako službeno potovanje, se veste, na teh funkcijah lahko človek pravzaprav bi kar naprej kam hodil in tako naprej. Moja prioriteta je recimo, poleg tega, da podpisujem račune in skrbim, da seveda firma laufa, je projekt modernizacije. Ne? In pač zaradi tega so nekatere stvari ne manj, ampak pač mogoče jaz nisem toliko zraven. In to je pač ena stvar, ki jo bom poskušal tudi v prihodnje zelo jasno, da bodo vsi vedeli, kaj so naše prioritete. Zdaj, fino bi bilo, če bi nam nekdo drug dal te prioritete, ne? Ampak če nam jih ne, potem pač se bomo pa mi na kolegiji odločili, kaj so. Ne? Oziroma, lahko seveda tudi in moramo slišati, kaj pa pravzaprav rabijo naši deležniki. Ne? Zdaj, poleg te, rečemo, te temeljne naloge, ne, seveda imamo pa zdaj mi, bi rekel, drug sklop je pa pravzaprav namenjen temu, da je podpora izvajalcem. Spravi, če prej postavljamo sistem pa programe, je v nadaljevanju podpora izvajalcem. To se pravi, začenši pri študijskih skupinah, usposabljenih učiteljev in vseh drugih strokovnih delavcev, in to se pol nadaljuje seveda preko raznih projektov, ki so bili, kot tak je bil namenjen potem tem programom nadaljnjega izpopolnjevanja in izobraževanja, ali pa recimo KIPSI, ne, to je projekt kombiniranega izobraževanja, ker gre spet za to, da naši svetovalci skupaj z zunanjimi sodelavci in pa seveda z izvajalci iščejo, razvijajo, kako bi lahko boljše, lažje, učinkovitejše pač se izvajal proces. Podobno je šlo tukaj pri procesu individualizacije, ne, in zdaj, da ne ponavljamo tega. Zdaj tukaj pa mogoče je, marsikdo izmed vas bi lahko rekel, ja, ampak vi v vse to vključujete pa pretežno ali pa skoraj izključno samo šolske centre oziroma šole. To drži, čeprav tukaj pač seveda en logičen razlog, ne, zato ker praviloma če nekdo hoče biti pilotna šola ali pa in podobne statuse, kot imajo, ne, seveda mora biti relativno velik, da sploh lahko sodeluje. Ne. Sej je logično, da rabiš ti kader na oni strani, ki sodeluje v projektu, takrat pa ne dela nekaj drugega. Pol seveda morajo biti praviloma to redno zaposleni sodelavci in tako naprej. Tako da seveda je zdaj tukaj pa res, da zdaj jaz zagotovo tudi je kakšna ljudska univerza, ne, ki bi mogoče lahko bila zainteresirana, da bi bila v tej vlogi ali pa bi imela resurse, da bi prišla v to vlogo in tukaj zagotovo so še priložnosti, ne? Tako da še posebej tisti, ki ste večji, ni nobene ovire, da ne bi v nadaljevanje tudi na tem področju bolj sodelovali. Ravno v tem smislu je pri projektu Modernizacija bil objavljen javni poziv, ki je bil objavljen polna 2 meseca. Ravno zaradi tega, ne? Mi nismo šli v to, da bi to nekje skrili, ampak je bil skozi na prvi strani in jaz sem spodbujal ljudi, da naj se prijavijo, ker mi si želimo, da bi tukaj sodelovalo čim več udeležencev izobraževanja oziroma tisti, ki pravzaprav vedo, kako je na fronti. Ne? Ker tudi to je res pomembno, da mi naš sistem bi moral biti zaradi mladih in starih, zaradi udeležencev izobraževanja. Ne? Pogosto pa se zgodi, da bolj ko prenavljamo programe, pa pride do tega, da pravzaprav sledimo bolj mogoče interesom izvajalcem včasih, kot pa udeležencev. Sem že na meji. Ok. No, skratka, jaz bi potem zaključil torej, da mi se bomo trudili, da bi seveda bili še bolj odprti, da bi v še večji meri delovali tudi za izvajalce izobraževanja odraslih. Najmanj kar je seveda, da dobite vabila za vsa usposabljanja učiteljev in študijske skupine in tako naprej. Jaz upam, da to zdaj funkcionira, to smo se lani dogovorili, če pa ne, pa seveda se bomo še poboljšali, če bomo imeli še boljšo bazo vseh vaših izvajalcev. To je pa recimo tisti minimum, ki ga rečem, obljubim za drugo leto, da
da je to naš namen, da vsi, ki delujete v tem sektorju poklicnega in strokovnega izobraževanja, imate priložnost, možnost oziroma da ste vse obveščeni o naših aktivnostih. Hvala. Janez, najlepša hvala. Zdaj v tej vlogi je pa težje, ko sediš pa rečeš, pa zakaj to, ko so zavlekli. Ampak so tako pomembne stvari, ne, ki se tičejo vas, ne gre samo za zavlačevanje časa, da je pa res ne bi bilo, torej ne bi imeli nič od panela. Vaju pa vseeno prosim, dragi kolegici Alenka in Stanka, da zdaj strneta misli o sodelovanju tako na en tak telegrafski, elektroinženirski in kemijski način, ampak vendarle vse, kar ste želeli povedati, ker to pa vendarle ne bi bilo lepo, da vam vzamemo besedo. Hvala. Ja, takole mi, če zdaj res probam telegrafsko strniti, Zavod za šolstvo je po osnovni zakonodaji inštitucija, ki nudi strokovno podporo, vertikalno, predšolska vzgoja, osnovna šola, srednja šola z določenimi predmeti, potem se pa seveda navezuje z poklicnim izobraževanjem in hkrati tudi z RIC-em, ki veste, da je inštitucija za preverjanje, tako znanje v osnovni in pa po zaključku srednje šole mature in potem vsi ostale inštitucije. Res pa je, da v svojem ustanovitvenem aktu imamo tudi eno pomembno nalogo, to je pripravljati sistemske podlage in v to skupino sodi to, kar je kolegica Nataša povedala. To so v tem trenutku naša prednostna naloga, sprememba oziroma kurikularna prenova, tako zopet predšolske vzgoje, osnovne šole in pa srednje šole in tudi izobraževanje odraslih. Torej, da strnemo. Prednostno, kar bomo počeli v naslednjih letih, je tudi digitalizacija, torej strokovno izpopolnjevanje na tem področju, zopet vertikalno vzgojno-izobraževalnih zavodov, nadarjeni, razširjen program, varno spodbudno učno okolje in sodobni didaktični pristopi, zopet vertikalno. In zato je nujno in potrebno sporočiti, da mi predtem nujno in obvezno moramo najprej zagotoviti strokovno usposobljenost ljudi, ki potem seveda te stvari peljejo in da lahko tudi na sodoben način pristopajo k praksi. Mi torej hkrati delamo tudi s tipali, ki sem jih prej imenovala, to so območne enote, preko ravnateljev in vseh izobraževalcev, da nam podajo podvratno informacijo, kaj je tisto nujno in potrebno, in hkrati preverjamo to, kar v Evropi, v svetu šteje, preko različnih raziskav in poskušamo to zopet feedback nazaj. Skratka, to je tak grobi okvir, ki mu ves čas sledimo in zato imamo tudi razpisanih več kot 80 možnih strokovnih izpopolnjevanj, na katerih sodelujejo tako zunanji izvajalci, kakor tudi naši strokovnjaki, različna svetovanja, različnih oblik študijskih skupin in seveda konference, posveti in tako da je možnost strokovnega izpopolnjevanja deležnikov, s katerimi mi delamo, res zelo široka in tudi to se pozna potem pri njihovem strokovnem napredovanju in pridobivanju različnih nazivov. Sistemske spremembe, ki jih pa narekuje seveda tudi potem zopet v obratnem smislu ministrstvo, to je zdaj v tem trenutku sodelovanje pri 4. nazivu in prenovi pravilnika itd., torej da ne bi zavračevali, lahko to vse preberete na naši spletni strani. Dela nam ne zmanjka, trudimo se res povezovati, zato so vsi razpisi, ki jih dajemo zdaj odprti, nič več nobenih zaprtosti, povabila so javna in če se kdo kdajkoli vidi, se seveda lahko tudi priključi tudi z SMEPIUS-om sodelujemo. Skratka, jaz mislim, da ni inštitucija, s katero ne bi odprto sodelovali, seveda so pa vedno vezane vsebine. Hvala. Stanka, hvala lepa. Alenka? Zdaj, mi imamo, bom rekla, mogoče bo bolj na dolgi rok govorila, mogoče ne take sladke izzive, vsaj malo drugačne kot mogoče večino. Mi imamo izziv v bistvu v naslednjih letih, kako bomo lahko vas zmotivirali za dovolj
dobrih projektov, da bomo lahko dejansko porabili ves denar, ki nam bo na voljo. To velja tudi za področje izobraževanja odraslih, velja pa tudi za vse ostalo področje. Evropa je z novo generacijo se zavezala, da bodo se sredstva dvakrat povečala glede na prejšnjo programsko obdobje, kar v bistvu, če tako, ne vem, za celoten program, se pravi za vse sektore, mi smo v letu 2014 lahko razpisali 10 milijonov sredstev na leto, leta 2017 smo jih razpisali 20 milijonov na leto, zdaj v bistvu letos je njih 23, ampak leta 2027 jih bo verjetno po teh projekcijah nekje 45 milijonov. Zdaj to je za celotno področje, se pravi za področje odraslih, ni to znesek za področje odraslih, ampak vseeno sredstva se povečuje eksponencialno in dejansko potrebujemo dobre projekte, ki bodo prinašali učinek, ker standardi kakovosti so tudi tukaj morajo biti, se pravi ne samo, da se sredstva porabijo, tako da jaz bi vas predvsem tukaj nagovorila, pospodbudila o stvarih, ki bi jih radi naslovili, premaknili, razmišljajte tudi skozi možnosti mednarodnega sodelovanja. Jaz mislim, da kolegica, ki je z Ano predstavljala, zelo lepo nanizala, kaj vse lahko, mogoče tudi kakšno drug izziv lahko s tem mednarodnim sodelovanjem z nekimi viri rešite, tako da jaz bi vas predvsem tukaj res podbudila, da razmislite o tem, kaj pa mogoče skozi ta vrata bi nekako šlo, zato ker sredstev je res dovolj in nekako škoda bi jih bilo ne porabiti. Hvala, na to pa radi slišimo, tako da smo bili zdaj direktno izzvani. Cenjeni kolegi, res lepa hvala. Zdaj je pa samo še na tej, da strne nekaj, kar smo zdaj pravzaprav bolj v telegrafskem slogu si podelili, ampak vendarle mislim, da je zelo dobro razumela, kaj in na katerih področjih potrebujemo podporo ministrstva. Ja, sem razumela, ja. Večkrat med vrsticam, pa tudi direktno. No, pa sej to ni vsaj ne edini pogovor danes ali pa prvi v tej smeri. Absolutno, če bo hotelo ministrstvo, nismo samo tisti, mi, ki nalagamo naloge, mislim, so še ostale službe našega ministrstva, če vam hočemo povečevati eksponentno tele vaše naloge, se bo še kaj drugega moglo povečati, naprimer kadrovski načrt verjetno. Pa verjetno pa tudi ni vedno samo to težava, da mogoče kadrovsko okrepljenost premehna ali pa da ne pride sočasno z nalogo. Ampak to vprašanje, kot ste ga gospa izpostavila, do kdaj še oziroma do kje se širijo te naloge pristojnosti, pa razmislek, kaj je naloga enega zavoda, kaj je drugega, kje se srečata, kje se razdvojujeta in a se res lahko samo nalaga. Verjetno bi pol na drugem koncu mogli pa kaj odvzeti, tudi zaradi razvoja področja kot takega. Sej ene stvari so take, da jih longitudinalno zavod dela, ene so pa take, da jih zaključi in ne rečem, da pozabi, ampak pač zaključi in nadaljuje z novimi. Tako da ja, verjetno je to stvar premisleka ministrstva za izobraževanje, ki pač skrbi za javne zavode, ne samo za 4, kot ste zdaj tukaj predstavniki, ampak še za druge, ki jih pač vi ste bili zdaj povabljeni sem, da bi se približali z nalogam, ki se tičejo področja izobraževanja odraslih, seveda so pa še drugi javni zavodi, ki počnejo druge stvari. Tako, no, a sem govorila? Se ne zanima pa. A kdaj bo razpis? Kjer pa? Ja, od prejšnjega panela do zdajšnjega se ni prav nič spremenil. No, sicer pa pač Erasmus bo februarja, če niste dobro slišali. No, sicer je pa pač postopek sprejema oziroma usklajevanja vsega tega je pač tak, da naj bi pač Republika Slovenija z Evropsko komisijo do konca leta sprejela operativni oziroma podpisala operativni program. Jaz ne, da se hočemo kakorkoli izmazati iz tega, ampak res, prosim, razumite, da mi, ki vi z nami neposredno sodelujete, nismo edini v tem štosu, niti ne ta prvi, niti ne ta zadnji, še nekatere druge službe, pač vladne oziroma pač ministrstva, drugi resorji, morajo svoj del opraviti, preden pridemo mi na vrsto.
Mi pa tudi nismo neskončno prožni ali kako ne rečem elastični, a ne, če bi tudi naš kadrovski načrt bi lahko kdo pogledal. Tako da, ko bo možno objavljati razpise oziroma ko bo operativni program sprejet in vsa ostala procedura, ki se more zgoditi na evropski ravni in potem na slovenski ravni, da bomo mi sploh prišli do tam, da bomo lahko razpise objavili, jih tudi ne bomo mogli vseh naenkrat. Prosim, razumite tudi to, mi razumemo vašo stisko oziroma težavo to, da bo zdajle luknja, da se je spet, kot se je prejšnja finančna perspektiva zaključila, mislim, da je bila prejšnjič luknja in bo zdaj spet luknja, se trudimo, da bo čim manjša in da bo krajša in da ne bo dveletna, silnice grejo v to smer, da se ne bo zgodilo, da bo tako dolga, ampak ena luknja vmes pa bo, zaradi tega, ker pač enostavno, ko se vam drug teden TPK, ta famozni konča, ni možnosti, da je s 1. novembrom naprej nov razpis, ker neke druge stvari se niso zgodile. Tako da, lejte, mi pripravljamo, kar lahko, razmišljamo o vsebinah, tudi vas zdaj kaj vprašamo za nasvet ali pa za pobudo ali pa za da skupaj kakšno novo stvar naumimo, da tako rečem, da se kaj naučimo tudi iz izkušenj iz zdajšnjih projektov, ki tečejo ali pa iz upravljanja teh projektov. Potrudili se bomo po najboljših možnih močeh, ene stvari bodo prej, ene bodo kasneje, do konca obdobja bomo vse izvedeli. Vsebine, ki so načrtovane v operativnem programu, mislim, da pokrivajo širok spekter zanimanj vas in nas in vas kot razvojnih zavodov. Kar se tiče področja izobraževanja odraslih, so zajete tako formalne izobraževanja, neformalna, dodatna poklicna usposabljanja. Ni da ni, no, da tako rečem, ampak res se pa ne bo zgodilo vse ta prvo minuto, ko bo operativni program sprejet, tako da, ko boste mi pa lih takrat zvemo kot vi, se pravi na zvečer na poročilih, da je bil sprejet, nič prej. Hvala lepa. Samo želeli smo preveriti, če se je res v vmesnem času kaj spremenilo, cenimo pa napore, kot je bilo že večkrat izpostavljeno, pa ni samo banalno ali pa res neko golo prilizovanje, ampak sodelovanje z ministrstvom je res zgledno in se zahvaljujemo. Tako kot se zahvaljujem vsem vam, izzivi za naslednje leto so pa v prvi vrsti, da se vsi tukaj notri poslušamo, to je pa prvi izziv in sodelujemo. Hvala vam lepa in se opravičujem, ker bi verjetno vsak izmed vas še želel kaj povedati, vam pa povem, da bo takoj pozabljeno v naslednji sekundi. Predajam besedo naši zlati Zvonki. Zvonka, hvala ti še enkrat, predvsem potem ne bo časa in vsej moji ekipi hvala za čudovit posvet.